Dobar dan vsem. Poglejmo zdaj Bernoullijev obrazec in kako ga uporabljati v vajah. Torej, tukaj se govori o tem, da mi delamo zaporedje neodvisnih poskusov. Pri vsakem poskusu verjetnost, da se zgodi nek dogodek, je P. In jasno, verjetnost, da se ne zgodi dogodek, je 1 minus P. Torej, verjetnost od negacije dogodka je 1 minus P. In torej, mi se vprašamo, kolikšna je verjetnost, da se bo k-krat zgodil dogodek, če delamo n ponovitev poskusa. In vsakič verjetnost je P. Formula nam pove to, da je n nad k, binomski simbol, P nad k, 1 minus P na n minus k. Zdaj to rabimo v vajah. Recimo imamo kocko, ki vržemo in nas zanima, da dobimo eno piko. Da ta je naš dogodek, ki nas zanima. Verjetnost tega dogodka je 1/6. Bomo naredili 5 metov kocke, 5 poskusov in nas zanima, kolikšna je verjetnost, da 3-krat dobimo enko pri kocki izmed teh 5 metov. Da 3-krat se zgodi. Ni važno, v katerem vrstnem redu. Sedaj, ta verjetnost računamo po formuli n nad k, 5 nad 3, 1/6 na tretjo in potem 1 minus p je 1 minus 1/6. 6/6 minus 1/6 je 5/6. 5/6 na drugo. Zakaj na drugo? 5 minus 3. 2. In sedaj 5 nad 3, binomski simbol, 5 faktorialno, ulomljeno 3 faktorialno, 5 minus 3 je 2. 2 faktorialno. Tukaj imamo 1 ulomljeno 6 na tretjo in tukaj imamo 5 na drugo je 25, 25 ulomljeno 6 na drugo. Ker zdaj ta 6 na tretjo, 6 na drugo dam skupaj kot 6 na peto. Tukaj 5 faktorialno napišem kot 5 krat 4 krat 3 faktorialno. Zakaj se ustavim tukaj? Ker tukaj imam 3 faktorialno, ki se krajša. In tukaj ta 2 faktorialno je 2. Tukaj nekaj še poenostavim. In dobim tukaj 250, ulomljeno 7776, ki potem se lahko še krajše, 125, ulomljeno 3888 in lahko se zračuna, to je približno 3%. Potem, ena druga vaja, vržemo kovanec in dogodek, ki nas zanima, je, da pade grb. In ta dogodek ima verjetnost 1/2, jasno. Sedaj naredimo 8 metov kovanca in nas zanima verjetnost, da se bo grb prikazal 6-krat, ni važno v kakšnem vrstnem redu, izmed teh 8 poskusov. Sedaj rabimo zmeriti to formulo 8 nad 6, 1/2 na 600 in zdaj pazimo tukaj 1 minus p, 1 minus 1/2 je še zmeraj 1/2 na drugo, ker je 8 minus 6. Tukaj 8 faktorialno, ulomljeno 6 faktorialno, 8 minus 6 je 2, 2 faktorialno, in tukaj imamo 1/2 na 6, 1/2 na drugo, 1/2 na 8. Tukaj napišem 8 krat 7 krat 6 faktorialno, ker tukaj imam 6 faktorialno, ki se krajša, 2 faktorialno je 2, tukaj še krajšam. Tukaj imam 1 ulomljeno 2 na 8, 4 je 2 na drugo, 2 na drugo z 2 na 8, prije 2 na 600, ki se ponastavi, ki se krajša. Tukaj imam še 7, to, če zračunamo približek, prije približno 11%. Tako. Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.